Tudi danes začenjamo novinarsko konferenco s včerajšnjimi epidemiološkimi podatki. Poglejmo prvo tabelo. Včeraj je bilo opravljenih 4588 PCR testiranj in 43736 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 1049 novih okužb. 7-dnevno povprečje okužb danes po objavljenih podatkih NIJZ znaša kar 1014 in je bistveno više, kot smo poročali včeraj, ko je znašalo 903. Na naslednjih dveh grafih so prikazani podatki o incidenci. 14 in 7-dnevna incidenca ostajata visoki. Na grafu, ki prikazuje 14-dnevno incidenco po statističnih regijah, imata najvišji incidenci Savinjska, in sicer kar 840, in Primorsko-notranjska regija 767. Najnižji incidenci pa sta še naprej v Pomurski regiji, in sicer 496, in Posavski 470. Na naslednjem grafu vidite podatke o 7-dnevni incidenci po regijah. Na nivoju države ta znaša 338, včeraj 301. In še tabela o stanju v bolnišnicah. V bolnišnicah se danes zdravi 617 pacientov, kar je nekaj manj kot včeraj. Na intenzivni terapiji pa se danes zdravi kar 146 pacientov, včeraj 142. Tudi včeraj smo žal zabeležili smrti. Umrle so 4 osebe. Prehajamo k prvi današnji predstavitvi. Z nami je državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar, ki mu predajam besedo. Izvolite. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, danes bi vam želel predstaviti projekt prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 za učence v osnovnih šolah in dijake na srednjih šolah. Kakšen je namen tega testiranja? Namen je, da vzpostavimo seveda varno okolje v šolah za učence, dijake in seveda tudi za vse zaposlene. S tem projektom želimo zagotoviti pravočasno identifikacijo vseh okuženih v šolah in seveda s tem preprečiti nadaljnje širjenje okužbe s SARS-CoV-2. Dokazano je s študijami, da redno testiranje z hitrimi antigenskimi testi zmanjša število okužb na modelu kar za 50%. Ta način testiranja ima kar nekaj prednosti. Prva med njimi je enostavnost uporabe testov. Učenec ali dijak si sam nese paličico v nosni del, približno do globine 2 do 2,5 cm in ni potreben odvzem brisa v nosno-žrelnem prostoru. Test je možno ponavljati večkrat. Test omogoča hiter rezultat testa že v 15 minutah. In tisto, kar se nam zdi izjemno pomembno, ta način testiranja omogoča opolnomočenje dijakov in učencev za njihovo aktivno vključenostjo v ugotavljanje okužbe z SARS-CoV-2. Izhodišča. Samo testiranje je prostovoljno in brezplačno. V začetku smo se po posvetovanju z
predstavniki NIJZ-ja glede na naraščajoče okužbe v srednjih šolah in pa pri učencih 3. triade odločili, da začnemo z njimi. Uporabljali bomo verificirane hitre antigenske teste z občutljivostjo 96% in specifičnostjo 97%. Ob tem naj takoj opozorim, da pričakujemo tudi določen delež lažno pozitivnih in lažno negativnih rezultatov. Takšno izkušnjo smo že imeli ob uvajanju hitrih antigenskih testov. Zato je že v protokolu določeno, da bo popolnoma vsak pozitivni hitri antigenski test v tem projektu na koncu potrjen z standardnim PCR testom. Testiranje se bo izvajalo enkrat tedensko, po pričakovanju s tem testiranjem pričnemo v petek 16.4. In sicer na srednjih šolah, medtem ko bomo za učence 3. triade to začeli izvajati takoj po prvomajskih počitnicah. Naloge pri tem projektu smo si morali seveda razdeliti, ker gre za širok projekt. Ministrstvo za zdravje je izdelalo protokol in pripravilo tudi izjavo o soglasju, kajti vemo, da starši morajo tudi za takšne postopke podati soglasje za svoje otroke. Zagotovili smo verificirane hitre antigenske teste, predvidena je uporaba enega testa na teden. Vse pristojne zdravstvene domove smo o tem projektu seznanili, kajti zavedamo se, da bo potrebno zagotavljati PCR teste v večjem obsegu kot do sedaj in to v roku 24 ur. V nadaljevanju bomo predstavili tudi kratek promocijski film. Ministrstvo za zdravje je zagotovilo vsak delovni dan med 8:30 in 15:30 tudi klicno svetovalno številko, tako da se bodo lahko starši, učitelji in seveda po potrebi tudi dijaki in učenci obrnili na to številko in pridobili potrebne informacije. Ministrstvo za zdravje je tudi zagotovilo, da bodo vsi podatki vnešeni v centralni register podatkov pacientov iz tega naslova, tako da bomo imeli tudi nadzor, koliko učencev in dijakov smo s tem testiranjem zajeli. Ministrstvo za zdravje je pridobilo tudi mnenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, ki je podprlo ta projekt, ga utemeljilo z enostavnostjo, neagresivnostjo in učinkovitostjo. S tem se kaže tudi prispevek učencev k aktivnemu zmanjševanju posledic epidemije. Učenci skrbijo za lastno zdravje in zaradi objektivnosti in verodostojnosti priporočajo, da se testiranje izvaja v šolskih prostorih. Seveda pri tem računamo tudi na sodelovanje drugih deležnikov. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo poskrbela za distribucijo testov, medtem ko je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je že pridobilo podatke o izkazanem interesu učencev in bo z potrebnimi navodili za posebno okrožnico obvestilo vse srednje in osnovne šole. Računamo seveda tudi na vodstva osnovnih in srednjih šol, da bodo prevzeli teste v regijskih izpostavah, da bodo pridobili soglasja staršev oziroma zakonitih zastopnikov, da bodo poskrbeli za razdelitev testov učencev in za ustrezno ukrepanje v primeru pozitivnega PCR testa v skladu že z objavljenimi navodili NIJZ-ja. Kako bo testiranje potekalo? Najprej je potrebno omeniti, da gre za presejalno testiranje. Se pravi, gre za testiranje pri učencih, dijakih, ki ne kažejo znakov akutne okužbe dihal. Zato bi bilo ukrepanje staršev oziroma dijakov učencev, ki bi zboleli doma z vsemi znaki in rekli, bomo se testirali v šoli, napačno. Poudarjamo, v teh primerih naj mora učenec oziroma dijak zaradi omejevanja širjenja okužbe ostati doma, kontaktirati izbranega zdravnika oziroma pediatra in ne prihajati lažno
v šolo z mislijo, saj bo testiranje opravljeno tam. V tem primeru namreč govorimo o presejalnem testiranju. Učenci si morajo izpihati nos, poskrbeti za osnovno higieno rok in ves čas zagotavljati tudi ustrezno medsebojno razdaljo in uporabo osebne zaščitne maske. Posebej bi rad opozoril, da mora celoten proces potekati v tako imenovanih mehurčkih. Zaradi tega testiranja ni zaželjeno, da bi se učenci med seboj začeli mešati, ampak ostanejo v takšnem mehurčku, kot to velja tudi sicer. Skrbeti je treba za ustrezno prezračenost prostorov in vse ostale ukrepe, o katerih že nekaj časa govorimo. Pred uporabo testa je potrebno poskrbeti za očiščenje, razkuževanje površin, pri tem se uporabljajo standardne tekočine z vsaj 70% alkohola. Kar se tiče odpadkov in vseh materialov, ki jih uporabljamo pri čiščenju teh prostorov, se ti odložijo v plastično vrečko za smeti, ta se potem zaveže, hrani 72 ur ločeno od ostalih odpadkov in nato odloži v komunalni zabojnik. Ministrstvo za zdravje je izdelalo tudi plakat, letak, ki ga bo dobila vsaka šola, tako da se bo to lahko sam postopek testiranja v 6 korakih razdelil med vse učence, dijake, ki bodo to delali. In kot smo že povedali, imamo pripravljen tudi promocijski film, ki bi vam ga zdaj na kratko pokazali. Seveda je bilo pri tem projektu kar nekaj vprašanj, kje začeti z izvajanjem tega. Bile so tudi dileme, ali bi to izvajali doma ali v šoli. Na koncu se je stroka odločila, da je izvajanje v šoli neprimerno boljša rešitev. S tem namreč pridobimo precej na verodostojnosti rezultatov. Poznamo pozitivne izkušnje nekaterih držav, ki so poskušale tudi različne načine, predvsem govorimo o
Angliji, Avstriji, Nemčiji in tudi Češki. Po protokolu, ki je pripravljen, smo nekako se odločili, da bi kot dan za testiranje izbrali ponedeljek pred začetkom pouka. Vidimo, da potrebujemo približno dobrih 15 minut, da se to opravi. Se pravi, učenci ob prihodu v šolo morajo uporabljati masko. Glavni razlog je v tem, da zmanjšamo visoko tvegane kontakte. Takoj se v ustreznih prostorih po tem protokolu opravi testiranje. V primeru, da je test pozitiven, se seveda učenca izolira, se pravi, gre v samoizolacijo, v ustrezne vnaprej predvidene prostore. Ob upoštevanju vseh teh navodil ne govorimo o visoko tveganih stikih in vsi ostali učenci in dijaki lahko nadaljujejo šolanje neposredno. Kaj narediti v primeru pozitivnega rezultata testa? Se pravi, vodstvo šole vzpostavi stik z starši učenca oziroma dijaka. Starši o tem pozitivnem presejalnem testu obvestijo izbranega osebnega zdravnika, ki učenca oziroma dijaka napoti na že prej omenjeno PCR testiranje, oziroma se lahko starši dogovorijo za to tudi na kontaktni točki regionalnega zdravstvenega doma. Seveda takšni dijaki oziroma učenci ne morejo iti z javnim prevozom, ampak je potrebno, da starši poskrbijo za prevoz ali domov ali kar neposredno na PCR testiranje. V primeru, da je pa negativni PCR test, je pa ta odločilen, kajti še enkrat opozarjamo, PCR testiranje je tisti zlati standard za dokaz okužbe z SARS-CoV-2 in tudi v primeru, da bi bil ta presejalni hitri antigenski test pozitiven, v nadaljevanju pa PCR test negativen, se učenec lahko vrne k pouku. V primeru negativnega rezultata testa pa dovolite, da še enkrat opozorim, da gre samo za presejalno testiranje, da nikakor ne smemo imeti občutka lažne varnosti, da zdaj lahko opustimo vse samozaščitne ukrepe, ampak je vse te ukrepe še vedno potrebno dosledno upoštevati, uporaba mask, socialna razdalja, razkuževanje rok, prezračevanje prostorov, vse to mora še vedno ostati kot naša prva naloga. Hvala za to predstavitev. Predno začnemo z novinarskimi vprašanji, se boste zamenjali tudi naši tolmački. Prvo ima vprašanje Svet na kanalu A. Dobar dan, pozdravljeni, Doroteja Dobovšek iz Sveta na kanalu A. V petek naj bi se začelo samo testiranje, kot ste rekli, pa me zanima, to je že čez 3 dni, ravnatelji pa pravijo, da konkretnih informacij še vedno nimajo. Ali bo zares samo testiranje zaživelo v petek in če ne v petek, kdaj potem? Potem nekateri ravnatelji še vedno nasprotujejo samo testiranju v šoli. Se pravi, kje bo zares potekalo, kot ste prej nekako rekli, da bo v učilnicah, če lahko to še enkrat razložite. Potem Slovenija je nabavila 300.000 testov za samo testiranje, v maju naj bi se v ta proces vključili tudi študenti. Bo ta številka zadoščala do konca šolskega oziroma študijskega leta in pa, če starši ne bodo dali soglasje za testiranje njihovih otrok, se bodo otroci morali šolati od doma. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za vprašanje. Ja, zaenkrat mi nekako računamo, da bo začetek testiranja v petek 16.4. Testi so na poti in v primeru, da bo vse skupaj zagotovljeno, potem je 16.4. ta začetni datum. Protokol je bil danes posredovan iz Ministrstva za zdravje na Ministrstvo za šolstvo. Imeli smo pa že v petek tudi audio-videokonferenco za ravnatelji srednjih šol, kjer je bila ta predstavitev, ki ste jo danes videli, samo še nekoliko širša, že tudi predstavljena. Kje se bo to izvajalo? Seveda še enkrat, izvajalo naj bi se na šolah. Šole morajo zagotoviti samo dovolj velike prostore, da se zagotavlja ta socialna razdalja 2 metrov, da se te prostore lahko tudi prezrači. Zaenkrat je bilo v ta projekt najprej so vključene srednje šole. Se pravi, vemo, da gre tukaj za približno 80.000 dijakov in enkrat tedensko testiranje, potem imamo testov zaenkrat dovolj.
Seveda pa planiramo tudi širitev na osnovne šole, kot smo omenili že 3. triado, in da tudi druge skupine so že začele izražati interes po tem in v nadaljevanju bomo sigurno, v primeru, da bodo vsi rezultati takšni, kot jih pričakujemo, to samo testiranje omogočilo tudi za druge skupine. Naslednje vprašanje ima Planet TV. Ja, pozdravljeni, Domen Anderle, Planet TV. Mene zanima, upam, da vas nisem preslišal, kakšna je zdaj ta zadnja številka, torej koliko učencev se bo v petek samo testiralo in pa če lahko potrdite, če sem vas pač pravilno razumel, torej ob pozitivnem tem hitrem samotestu gre učenec na PCR test, za razred se takrat ne spremeni nič. Če pa bi potem tudi PCR test pokazal okužbo, pa verjetno gre celoten razred v karanteno ali pač ne. Hvala lepa. Ja, veste, da so trenutno dijaki v modelu C šolanja, to pomeni, da je v šoli celotno 4. letnik, medtem ko so prvi 3 letniki izmenično. 16.4. bi tako testirali vse tiste dijake, ki bodo v šoli, in potem verjetno že takoj v ponedeljek pa lahko tudi naslednje, tako da bi zajeli celotno generacijo. Govorimo o približno 80.000 v primeru, da se bodo testirali vsi. Seveda, v primeru, da tega dovoljenja pač ne bo, se pač to ne bo izvajalo, kajti vemo, da soglasje staršev do polnoletnosti pač potrebujemo. Tako da, še eno vprašanje je bilo, še nekaj je bilo, če mi lahko ponovite, prosim. Samo zanima me, če sem pravilno razumel ta postopek, se pravi ob pozitivnem tem hitrem samotestu v šoli, se za ostale učence v tistem trenutku ne spremeni nič, se pravi pouk lahko poteka, če pa bi bil kasneje PCR test pozitiven, pa gre potem verjetno razred v karanteno ali je protokol Ja, se opravičujem, da sem prej preslišal tole dokončno. Zdaj, protokol testiranja je v ponedeljek predviden zaradi tega, kajti vemo, da visoko tvegani stiki se štejejo za 48 ur od časa, ko je bil PCR test pozitiven. Vkolikor mi dijake testiramo v ponedeljek ob začetku pouka, potem in da v času vikenda ni bilo visoko tveganih stikov, vsi ostali kljub pozitivnemu PCR testu lahko nadaljujejo s šolanjem. Se pravi, če sem prav, še enkrat poudarim, pozitiven tudi PCR test v primeru, da bo spoštovan protokol, da ne bo prihajalo v ponedeljek zjutraj takoj do visoko tveganih stikov in da bo to res narejeno takoj zjutraj, potem bodo lahko ostali nadaljevali s šolanjem. Seveda pa bo NIJZ izvedel vse postopke, ki so predvideni za iskanje visoko tveganih stikov in seveda potem samoizolacijo tistih, pri katerih bi bili ti ugotovljeni. Vprašanje ima tudi TV Slovenija. Dober dan, Petra Prešeren, TV Slovenija. Mene pa zanima glede cepilne strategije, kako včerajšnja odločitev posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ-ju vpliva na cepilno strategijo, torej da se bo z AstraZeneco po novem lahko cepilo tudi mlajše, ne samo tiste med 60 in 65 let. In kaj boste storili zdaj, ko številni zavračajo cepljenje z AstraZeneco, ali se bo to cepljenje zdaj razširilo tudi na druge starostne skupine, da bi se lahko začelo cepiti tudi mlajše od 60? Hvala. Ja, hvala za vprašanje. Ja, včerajšnja odločitev naše posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ-ju seveda sledi strokovnim določilom, ki jih je že pripravila EMA. Se pravi, to pomeni, da ni več starostnih omejitev, z AstraZeneco se bodo lahko cepili vsi po napolnjenem 18. letu starosti in tudi navzgor omejitve več ni. Seveda prihaja do tega, da nekateri zavračajo cepljenje, nikogar ne smemo prisiliti v cepljenje z določenim cepivom. V primeru, da seveda se za to cepljenje, ki mu je ponujeno, ne odloči, se ga bo dalo na konec čakalne liste in seveda bo potem cepljen takrat, ko bo takšna cepiva zadosti. Zaenkrat pa dovolite samo še to. Cepljenje je najbolj učinkovito orožje proti premaganju epidemije.
prav vsi moramo storiti vse, da dosežemo čim večjo precepljenost prebivalcev. Vsa cepiva, ki jih je odobrila EMA, so varna in učinkovita. In menim, da je prava pot, da naredimo vsi vse, da bi ta cilj dosežene precepljenosti dosegli čim prej. Posebej bi pa rad opozoril tukaj na nacionalno strategijo, ki v trenutni fazi predvideva aktivno cepljenje starejših od 60 let, kajti podatki iz bolnišnic govorijo, da je to starostna skupina, ki je zelo prizadeta, cepiva imamo in cepiva moramo ponuditi vsem, tako da pozivam, izkoristim to priložnost, da pozivam vse starejše od 60 let, da tudi sami pokličejo izbranega osebnega zdravnika, da pokličejo cepilni center in tudi vse zdravstvene delavce pozivam, da naredijo vse, tudi za proaktivnim pristopom, da bi ta procent cepljenja v tej starostni skupini hitro zvišali. Naslednje vprašanje ima 24 ur. Pozdravljeni, Tjaša Dagolin na tej strani. Se opravičujem, če sem mogoče preslišala. Zanima me, če imate konkretne številke. Koliko interesa je za samo testiranje med dijaki in med učenci? Hvala. Ja, hvala lepa za vprašanje. Ja, imam samo številke, ki so bile objavljene v medijih, govorijo tam okrog 20%, ampak po mojih podatkih se ti odstotki kar pomembno zvišujejo, kajti zavedanje, da je samo testiranje še eden od ukrepov in to proaktivni ukrep posameznika je vedno večje. Hvala, še eno vprašanje ima Svet na Kanal 2. Ja, prej ste sprašili eno moje vprašanje glede samotestiranja in sicer, če starši ne bodo dali soglasja, da se otroci lahko samotestirajo, ali to pomeni, da se bodo morali šolati od doma. Potem pa bi se še navezala na vprašanje kolegice iz RTV-ja in sicer, ali ministrstvo načrtuje kakšno dodatno promocijo za cepivo AstraZeneca, glede na to, da zdaj ljudje veliko odklanjajo cepljenje s tem cepivom. Pa še, če mogoče veste, če oseba zavrne cepljenje z AstraZeneco, ali potem izpade iz seznama cepljenja in se mora ponovno prijaviti ali ostane na seznamu. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz sem sicer skušal prej odgovoriti, kaj narediti, če se starši ne bodo dali soglasja. Seveda v tem primeru pri otrocih tega postopka ne bomo izvedli, ali bomo potem izvedli šolanje nadaljavo. Ja, obstaja tudi ta možnost, bo potrebno razmisliti, koliko bo tega, kakšni bodo tudi podatki o številu okužb v določenih starostnih skupinah. Ministrstvo za zdravje bo seveda naredilo vse skupaj z NIJZ-jem, da dodatno naredimo promocijo za vsa cepiva, ne samo za AstraZeneco. Jaz mislim, da je bilo tukaj narejeno že kar nekaj. Vemo, da je bilo takoj po prvih težavah, ki so se bile pojavile, je nekako država odreagirala in jaz sem trdno prepričan, da bomo tudi vnaprej vsa cepiva, ki jih imamo, še dodatno morali promovirati. Kaj narediti v primeru, da nekdo zavrne cepljenje? V skladu z zakonom o pacientovih pravicah seveda nikomur ne smemo dati cepiva, ki ga on odločno zavrača. Nekako po pogovoru z cepilnimi centri je bilo dogovorjeno, da se takšna odločitev prebivalca, ki pride na cepljenje, evidentira in seveda se ga potem uvrsti na konec čakalnega seznama. Takrat, ko bo cepiva dovolj, da bo takrat potem lahko tisto cepivo tudi dobil. Opozarjam pa še enkrat, da je danes vsa cepiva, ki so varna in učinkovita. Danes v današnjem situaciji nikakor ne moremo zagotavljati, da bi vsak dobil tisto cepivo, ki si ga želi. In moj poziv je, da naredimo popolnoma vsi vse, da procent precepljenosti povečamo. Še eno vprašanje ima Planet TV. Ja, mene pa še zanima glede samotestiranja, kdaj bi potem recimo se lahko to izvedlo tudi za študente, pa kot vem, se razmišlja morda tudi za gospodarstvo. Lahko že tukaj kaj napoveste, bi lahko bili samotesti tudi v gospodarstvu. In pa še glede te nove cepilne strategije, po naših informacijah poznamo primere, ko so se recimo cepili tudi zdravi 20-letniki brez pridruženih bolezni za AstraZeneco, ker pač so drugi starejši zaradi strahov zavračali cepljenje. Ali je to kršitev po tej novi strategiji, se pravi, ko se teoretično
teoretično lahko cepi tudi osebe nad 18 let, čeprav so prednostni še vedno vsi tisti, ki so starejši od 60 let. Ali je kršitev, če se nekdo noče odzvati in se pokliče recimo zdravega 18-letnika? Ja, najprej, da odgovorim glede študentov. Ja, mi se pogovarjamo tudi s predstavniki študentov, da bi verjetno poskušali v mesecu maju zagotoviti možnost samotestiranja tudi za njih. Tukaj moram pa povedati, da je pa zelo proaktivna vloga nekaterih študentskih organizacij, kajti študentje si na vsak način želijo čim hitreje vrniti v študijske klopi. Seveda, jaz sem prepričan, da bo samo testiranje v prihodnjih mesecih eden od učinkovitih ukrepov za obvladovanje širjenja okužbe. Kar se tiče pa nacionalna strategija zaenkrat ostaja nespremenjena. Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ-ju je včeraj samo odločila. Z AstraZeneco se lahko cepijo vsi, ki so starejši od 18 let. Seveda, v primeru in prednostno je pa še vedno v mesecu aprilu velja, da se cepijo starejši od 60 let. Seveda, v primeru, da pa ne bo nobenega več, potem jaz ne vidim, da bi bila to kršitev, ampak res opozarjam, še enkrat pozivam, tako prebivalce, kot tudi zdravnike, da proaktivno iščejo vse starejše od 60 let, kajti podatki iz bolnišnic so zaskrbljujoči. Ta starostna skupina starejša od 60 let je trenutno največji problem obvladovanja te epidemije v bolnišnicah. Dodatno vprašanje ima 24 ur. Ja, jaz bi vas še za kolegico vprašala, če boste lahko odgovorili glede cepilnih potnih listov. In sicer me zanima, ali se zdaj z gotovostjo že ve, kako bodo ti cepilni potni listi izgledali, kako jih bomo uporabljali in ali jih lahko pričakujemo že poleti. Če bodo namenjeni zgolj potovanju, ali bodo z njim prišle še kakšne dodatne ugodnosti, kot je bilo to recimo v Izraelu, vstop v zaprte prostore, restauracije, univerz, koncerti, pa če so na splošno še kakšne dileme, pomisleki, odprta vprašanja, na katere morajo države članice še odgovoriti. Ja, glede cepilnih listov moram povedati, da pogovori na nivoju Evropske komisije še vedno potekajo, do končne odločitve tukaj le ni. Tako da ne moram odgovoriti ne na izgled, ne kdaj bodo, nekako računamo pa verjetno, da bo to pred poletjem. Še eno vprašanje tudi TV Slovenija. Gospod Vindišar, če sem vas prav razumela, torej cepilna strategija ostaja nespremenjena, zdaj so na vrsti starejši od 60 let. Tudi če bi cepivo AstraZeneca ostajalo, ostanemo torej pri tem, da se v aprilu cepi starejši od 60 let. In še eno vprašanje na samo testiranje. Če sem vas prav razumela, ne bi z dijaki začeli ta petek. Ali je to smiselno, da se jih testira v petek, če pa šolanje v srednjih šolah poteka po modelu C in ta skupina dijakov, torej v ponedeljek, se bo šolala od doma? Hvala. Najprej, cepilna strategija ostaja nespremenjena. Spremenilo se je samo uporaba cepiva AstraZeneca, ki je predvideno po 18. letu starosti in meje navzgor pri 65 letih več ni. Sicer strategija ostaja takšna, kot je, poznamo prioritetne skupine in gremo po prioritetnih skupinah, s tem, da je v mesecu aprilu starostna skupina nad 60 let res tista, kjer skušamo narediti vse, da jih precepimo. Glede smiselnosti testiranja, mi vemo, da so dijaki v dveh skupinah po modelu C, ampak želimo te dijake tudi ustrezno izobraziti in zato bi želeli to prvo skupino v petek že podučiti, da bodo to opravili. Mi vemo, da so sicer naslednji teden doma, ampak dobili bodo informacijo in v naslednjem krogu bodo zanesljivo lahko začeli s tem samotestiranjem že v šoli, takoj prvi ponedeljek, ko bodo spet prišli v šolo. Tista skupina, ki bo prišla pa ponedeljek 19. bo pa ravno tako lahko dobila ustrezne navodila strani strokovnjakov in bo potem to samotestiranje tudi lahko začela upravljati. S tem so izčrpana vsa novinarska vprašanja. Hvala za to predstavitev in hvala tudi za odgovore na vprašanje. Hvala.